povabim prvo gostjo, ki se bo etičnih vprašanj v času po epidemiji lotila skozi prizmo budizma. Prosim. Pozdravljam Tamaro Dietrich, diplomirala je iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja in etnologije na Ljubljanski univerzi. V Indiji pa je podiplomsko študirala staro-indijsko lingvistiko in vedska besedila. Tamara Dietrich, za začetek predavali ste vrsto predmetov z področja azijskih religij in jezikov na univerzah v Evropi in Avstraliji. In prav oktobra v hudem pandemičnem krču ste se preselili iz Avstralije nazaj v Slovenijo. Kako se spominjate tega premika? Ja, lepo pozdravljeni. Jaz se slišim, tudi če vas gledam v mikrofon. Je dobro. Ja, to je bilo posebno stanje. Je bilo tako zapleteno, ker v Avstraliji so zaprli meje do te mere, ker jaz imam dvojno državljanstvo, da tudi državljani niso smeli zapustiti države. In sem rabila posebnih, ne vem, prošnje, vsaj 21 dokumentov in zapletov, da sem lahko prišla, in to je bilo neverjetno potovanje. Tako je bilo že skoraj distopično stanje, ne? Recimo Sidnejsko letališče, to ne bom nikoli pozabila, je bila povsod policija in eno stranišče odprto, niti vode, ničesar, vse zaprto in en avion na dan je ven letel. Tako da je bila ena taka zelo zanimiva izkušnja, ki si jo pred par leti ne bi nikoli predstavljala, da se lahko kaj takega zgodi. Sicer so pa Avstralci izjemno disciplinirani, zelo narod, ki se izjemno drži ukrepov proti covidnih. Čemu to pripisujete? Ja, tukaj je več faktorjev, ne? Avstralija je, seveda, ima eno najstarejših kultur, to moram takoj reči, to je domorodska kultura, vendar je bila pred malo več kot 200 leti okupirana od Angležev, kot vemo, britanski imperij, in veliko je protestantov. In nekje je ta angleška protestantska etika je ena od komponent te discipline. Tudi nekje se spoštuje pravila in se verjame malo več, kot v kakšnih drugih kulturah, v to se zaupa državi. In da vodi, in tako da poleg tega je tudi veliko zdaj imigrantov iz Azije, ki prihajajo predvsem iz Kitajske. To je pa konfucijska etika, ki je zopet izjemno disciplinirana. Tako da se je na neka kombinacija protestantizma in konfucijske etike, to bi lahko rekla, je ena od mnogih drugih komponent, da je tako neverjetno disciplinirana dežela. In ravno vzhodne kulture vas izjemno zanimajo. Posebej proučujete pandemijo COVID-19 v Aziji. Kaj jo je nekako najbolj zaznamovalo, prav te azijske kulture? Jaz bi rekla, da pandemijo posplošiti na celo Azijo bi bilo zelo težko. Ker Azija je tako raznolika, veliko bolj kot neka Evropa. Ampak lahko pa, oprostite, omenjate, da vzhodno in jugovzhodno Azijo vsaj za njih velja, da zelo učinkovito nadzirata širjenje pandemije. Se pravi, določene skupne točke so v Aziji. Seveda, vzhodna in jugovzhodna Azija so v bistvu kulture, ki imajo močno komponento, ne vse, ampak v veliki meri konfucijske etike. Medtem ko Južna Azija pa ima drugačne kulture, popolnoma je mešanca drugih religij in drugih tradicij. Tako da je variant je zelo veliko, ne? Ampak če pogledate ta post-covidni čas, recimo čas vsakokratnega poletja ali pa morda čas prebujajoče pomladi, ko se virus nekoliko potuhne, kakšna je razlika med recimo vzhodno, jugovzhodno Azijo in konkretno morda Evropo v tem času? To bi težko rekla.
Ne, kot sem rekla, ker z Vzhodno Azijo se predvsem ukvarja moja kolegica, profesor Roškarjeva, ki žal ni tukaj, da bi dodala kaj, pač pa bi rekla nasplošno, da zdaj se je malce umirilo po celem svetu, ne, do neke mere, oziroma se mi zdi, da se pač pozornost medij zdaj usmerja na druge problematike. In bi rada to pripomnila, da če beremo novice, kjerkoli na svetu so podobne. Tako da gre za globalne medije, ki v bistvu, če bi jaz pogledam včasih avstralske, pa slovenske, pa še kakšne druge, pa so identične fotografije in identični naslovi. Tako da je globalizacija se v veliki meri pozna, so pa seveda majhni kotički v Aziji, kjer so bili drugačni odzivi. In to je, mogoče bi ga zanimalo, to je na primer Bhutan, to je malo kraljevstvo Himalaj, kjer sem bila večkrat in to je recimo dežela, ki tako rekoč še ni globalizirana, ker je odprla meje Zahodu šele nedavno in zato ohranja tradicionalno budistično kulturo. To je mogoče edina država v celi Aziji, kjer lahko vidimo danes, kako je bila neka budistična kultura pred 1000 leti, da lahko dobimo ta občutek. In njihov odziv na COVID je bil pa verjetno daleč najboljši. Z par zdravniki v celi deželi so precepili celo državo v enem tednu, seveda so vključili svoje astrologe, tradicionalne menihe in tako dalje, pa tudi, ko je kdo zbolel od covida, naprimer, je bila neverjetna družbena pomoč. Tako da je bilo zelo tako povezovanje zelo močno in pomagali so si drugemu izredno. Tako da ni bilo toliko na bazi strahu in zato ni bilo konfliktov. Čeprav tematizirate pa tudi strah in pohlep kot odziv na krize in pri tem dejansko omenjate enega najpomembnejših tekstov staroindijske filozofije. Zakaj gre? Ja. Ko sem začela opazovati, ko smo bili zaprti, jaz sem bila v Avstraliji v tem lockdown, ne, sem začela razmišljati, kakšen je odziv glede na te medije in vse. In sta dva odziva sem opazila, strah in pohlep. In to me je začelo zanimati in sem šla to raziskovati, kako je to predstavljeno v drugih kulturah in tako dalje. Zakaj? Ker cela naša globalna ekonomija bazira na strahu, ko je strah, delnice padajo, ko je pohlep, rastejo. In je bilo stalno, recimo mene je zelo šokiralo, kako je bila terminologija, ki se je uporabljala o covidu, da smo v vojni, imamo sovražnika, sovražnika bomo premagali, smo z nevidnim sovražnikom v stalni vojni. Skratka, vojaški jezik se je uporabljal, vsaj v Avstraliji, izrazito. Nihče ni rekel, virusi so bili že pred nami na planetu. In nekje, kar bi še tukaj poudarila, je bilo to, da en mesec preden se je pandemija zgodila v Avstraliji, ta lockdown, smo imeli ene največjih demonstracij za varstvo okolja. Avstralija je najbolj utrpela glede okolja, najbolj vidne posledice so v Avstraliji. Takih požarov, ki smo jih tam doživeli, smo hodili v maskah od dima veliko mesecev, še ni bilo. In ljudje so se zavedali, koralni greben umira, ljudje so se zavedali in so bili masovni protesti za okolje. In nekako bi rada tukaj to spregovorila, ker se mi zdi najvažnejše je, da se je to popolnoma pozabilo in smo odšli v vojno stanje, ker to je bilo vojno stanje, vojska na cestah, virusu se borimo in jaz sem živela v mestu, kjer recimo niti enega primera virusa ni bilo. Ne? Tako da sem dosti razmišljala o tem, o naravi. Ampak potem, ko je vzniknilo enih par primerov, je bilo pa zaprto celo velemesto. Takoj. Ja, takoj. Širši Sydney, jaz sem bila južno od Sydneyja, so vse zaprli. Zdaj, problem, ki ga vidim širšega, je, da je celoten diskurs naš zahodni zelo problematičen. In zato sem začela, jaz se tako ukvarjam zadnjih 10 let posebej z budističnimi teksti staroindijskimi in en od njih je tekst, ki se imenuje Abhidharma, ki se ukvarja z kognicijo in etiko.
In gre za zelo drugačen odnos. In kar me je zelo zanimivo pri tem je, da iz okvirov tega besedila in iz okvirov te bi rekla diskursa je vsak odziv na kakršnokoli v besedah ali dejanjih, da se odzivamo na neko situacijo s strahom, pelje v neetično stanje. No to, strah in pohlep sta v budizmu predstavljena kot komponenti neetičnih mentalnih stanj. Morda samo še to distinkcijo, če lahko na kratko razložite, ker se bomo kasneje bolj k zahodnemu pogledu usmerili, pa da imamo to primerjavo. Ja, namreč bi rada povedala, da v stari Indiji, čeprav jaz govorim o budizmu, ni bilo pojma religija, ni bilo pojma filozofija, niso ti koncepti obstajali. Ampak se predstavi, da je, kar bi mi imenovali lahko etika, gre za kognitivne procese, ki so kompleksni in sestavljeni iz ogromno komponent in analiza človeške percepcije in razmišljanja ni, da obstajajo neki individuumi, ampak smo vsi povezani v stalnih procesih. Telo, misli, okolje in ne samo družba, na katero se mi preveč antropocentrično mogoče skozi fiksiramo, ampak tudi naravno okolje. Torej, to, kar sem jaz zdaj, je rezultat celotne zgodovine planeta. In zato je nemogoče kakorkoli vzeti, da je individuum ločena celota. Tako da te mentalne procesi pa etiko imamo na dveh nivojih razpravljajo. Eden so družbena pravila, vendar družbena pravila naj ne bi ubijala ali karkoli, so predstavljena bolj kot neke vrste, rečemo, da imamo neko rastlinco, mlado drevo in ga posadimo. In družbena pravila so kot ograjica, ko je drevo še mlado. Potem kasneje ne bomo rabili. Moramo pa gojiti to drevo, to je pa notranja etika. To so pa tista mentalna stanja, ki se kultivirajo, ki imajo po možnosti zavestno z meditacijo, kontemplacijo in tako dalje, čim manj strahu, pohlepa, zavisti, jeze, ker v vseh teh stanjih se nam skrči. In ne moremo iz tega nastanejo misli v teh stanjih, ki so nevedne v nekem smislu, zablojene. In škodljiv govor in dejanje. Ja, in iz tega avtomatično, Tako da na miselnem nivoju se razvija etika kot tisti nastavek misli, ki naj bi bil koristen, neškodljiv. Medtem ko družbena pravila, in to je tisto drevo, ki se kultivira, zato govorijo o kultivaciji notranje etike ali notranjih vrlin. To je tisto drevo, ki se kultivira, se zaliva z kontemplacijo in z ločevanjem, diskriminacijo med tem, kaj je tisto, ki je škodljivo. In seveda v tem potem nedvomno je strah, s katerim se vsi ljudje rodimo, nekaj, kar je izjemno škodljivo, ker lahko stanje strahu sproži misel in ta misel pelje lahko v vojno, kot vemo. Tako da z tega stališča, medtem ko vseeno so vse budistične družbe imele tudi svoje pravila, ni pa to dovolj. Ker če imamo samo ograjico in samo ograjico častimo, rastline pa ne zalivamo, potem tega drevesa ne bo. Ta drevo se pa imenuje modrost. To je tisto globlje razumevanje, da v bistvu imamo več miru in sreče, če smo etični. To je zdaj sem zelo preprosto povedala, to je stvar, ki je zelo kompleksna in ima še drugih elementov zraven. O modrosti v antiki bo gotovo zelo veliko povedal Blaž Zabel, ki ga vabim v našo družbo. Doktoriral je iz klasične filologije, trenutno je docent oddelka za filozofijo ljubljanske filozofske fakultete, ukvarja se pa predvsem z antično književnostjo in vplivom antike na 19. in 20. stoletje, ampak morda za začetek eno zelo sodobno vprašanje 21. stoletja. Kako se je v času epidemije spremenilo razumevanje našega položaja v svetu? Morda čisto z vaše perspektive. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. V bistvu zato, da na to odgovorim, bi vseeno nekako mičken posežemo nazaj v čas, najprej historično. Sicer nekako lahko rečemo, da razumevanje našega odnosa ali pa položaja v svetu se je začelo razvijati nekje v 19. pa zgodnjem 20. stoletju in takrat so se ustalile neke
te zgodbe, ki so tudi nam poznane, ampak kot neke fiksne zgodbe, dane zgodbe. Naprimer to, da pripadamo neki naciji, recimo, da smo del neke nacionalnosti, da imamo takšne in drugačne identitete, vlogo v družbi in tako naprej. No, potem pa je nekako v 70-ih, 60-ih, 70-ih so te generacije naših učiteljev, recimo, so se zelo potrudili za to, da so pokazali, da so te trdne zgodbe, ali pa te zgodbe, ki so bile dane, da so jih v bistvu razgradili. In da so pokazali, da mogoče le ni toliko samoumevno, da se rodimo v neki državi, ali pa da ni samoumevno, da imamo nek spol, naprimer. In tako je bilo potem, recimo, naši generaciji, v bistvu najini generaciji, teh, ki smo odraščali v 90-ih, nam je bil ponujen nek svet kot svoboden svet, kot globalen svet, kjer si v bistvu sami izbiramo svoj način življenja, sami si izbiramo, kje bomo živeli, kako bomo živeli, svoje identitete si lahko pač svobodno sami izbiramo. In smo to dejansko tudi naredili, v bistvu smo se razselili, poiskali smo si prijatelje po celem svetu in tako naprej. Potem pa se je zgodila epidemija in v tej epidemiji je kar naenkrat prišlo do tega, da so prišle nazaj in so nam nekako bile ponujene nazaj te stare zgodbe. Torej, bili smo recimo zaprti v nacionalne meje, čeprav se nam je govorili, da država več ne obstaja, da smo prebivalci sveta in tako naprej. Bili so naprimer dovoljeni stiki znotraj družine, pa je bila ta družina poimenovana po nekem tradicionalnem načinu. Na nekem točki so bili recimo dovoljeni kulturni dogodki, ampak so bili, kaj so to kulturni dogodki, je bilo spet opredeljeno po neki stari opredelitvi, kaj je to kultura. Tako da tukaj je prišlo dejansko, se mi zdi, recimo saj za svojo generacijo lahko govorim, do enega tega preskoka med tem svetom, ki nam je bil nekako ponujen, v katerem smo odraščali, ki nam je bil obljubljen kot nek svoboden svet, kjer se res lahko odločamo, na kakšen način bomo živeli, nek globalen svet, in pa potem realnostjo epidemije, ki pa je v bistvu ta svet zamajala. In ne gre zdaj za to, da bi se naša generacija potem rekla, mi še vedno hočemo tak svet nazaj, pa zavedali smo se, da ne moremo v času epidemije, ne vem, živeti v Londonu, priti čez vikend domov, iti malo na obisk v New York in tako naprej, ker pač je to nemogoče, da se bi lahko združili s komerkoli bi se hoteli, da bi še vedno lahko hodili na žurke, na to klubsko kulturo, recimo, in tako naprej. To smo se zavedali, ampak hkrati je pa bil nek pritisk teh starih zgodb, s katerimi se pa v bistvu nismo strinjali, ki nam pa, vsaj ko smo odraščali, nekako smo rekli, to je pa že pase. V času študija ste izjemno veliko potovali tudi na prestižne univerze, Princeton, Harvard. Prej smo slišali eno zanimivo zgodbo, anekdotično iz potovanja iz Avstralije v Slovenijo. Kako ste pa vi občutili to prepoved potovanj? Ja, jaz sem bil v bistvu, se mi zdi, da je zelo podobno, kar sem prej povedal, se mi je zgodilo. Torej, jaz sem doktorat v tem času, ko se je zgodila epidemija, sem doktorat upravljal v Angliji, ampak sem pa prav v tem obdobju, v marcu takrat, gostoval v Ameriki. In takrat mi je potem univerza sporočila, da pač mi predlagajo, da se prekine ta moj status gostujočega raziskovalca in da se vrnem domov. In vprašanje je bilo seveda, kam se zdaj vrnem. A se vrnem na svojo univerzo v Angliji, a se vrnem v Slovenijo, kjer imam recimo partnerko, družino, prijatelje, tako naprej, a se vrnem, ne vem, v Avstrijo, kjer je bil nek arhiv, ki sem ga mogel raziskati in tako naprej. In to je tisto, kar sem prej govoril. Dejansko živel sem ali pa živeli smo vsi skupaj na nek način, da smo bili pač prebivalci tega sveta, prosto smo se gibali brez meja, študirali tam, potovali tja, delali tako naprej, imeli prijatelje na vseh koncih. Potem pa se je prišlo do te odločitve, do te odločitve, da zdaj pa se je treba nekam odločiti, kje boš živel, počakal konec te epidemije oziroma kje bomo ta čas preživeli. In takrat vem, smo se z kolegi zelo veliko o tem pogovarjali in vsi so imeli to situacijo. Moj kolega, naprimer, ki je takrat tam študiral, je Turk, torej pač rojen v Turčiji, živel v Nemčiji, družina po celi Evropi in bil v postopku pridobivanja zelene karte. Kaj je zdaj njegova odločitev? Odločil se je, da bo ostal sam
povsem sam v Ameriki, zaradi tega, da ne bi slučajno prišlo do tega, da ne bi dobil zelene karte. Ne. Torej, to je ta ideja, ne, da nekako smo bili v tem, kar naenkrat v tem trenutku pač prisiljeni se odločiti za neko to staro zgodbo. Virus je seveda svet, ki smo ga poznali, vrgel v stečaju, ampak pravite, da se je to dogajalo že prej. Ja, meni se zdi, da je ta ideja, predvsem recimo za našo generacijo ali pa še za recimo študente, ki jih zdaj učim, se mi zdi, da smo nekako vsem spregledali, da ni mogoče, da tak globalen svet, kot nam je bil predstavljen, ni mogoče. Ne. To, da bi zdaj mi leteli po celem svetu, vsak teden bili drugje, ni samo težavno zaradi epidemije, ampak je težavno tudi zaradi okolja, ne, enostavno pač ni mogoče. To je recimo že čisto na fizični ravni, ampak tudi na identitetni ravni. Naprimer, opazoval sem študente tam v Ameriki, to se mi je zdelo zanimivo, ki so bili tretja, četrta generacija, naprimer nekih družine, ki je bila, ki se je pač 4 generacije nazaj migrirala recimo z Kitajske in so začeli nazaj odkrivati svojo kulturo, se nazaj učiti svojega jezika. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila neka potreba, da v tej družbi, kjer smo vsi enaki, vsi isti, vsi pripadniki neke ameriške globalne kulture, da najdemo neko svojo identiteto. Ne. In se mi zdi, da se je v bistvu epidemija je to še blazno pospešila, ampak se mi zdi, da se vse to dogajalo v bistvu že prej. Veliko ste se ukvarjali z vplivom Homerja na globaliziran svet. Kaj nam dejansko Homer lahko pove o tej naši, recimo temu, post-covidni realnosti? Ja, tukaj je, nažalost je tudi Iliada, ki opisuje trojansko vojno, postala v zadnjem času zelo relevantna. Ne. Ampak predvsem Odiseja, ne, tukaj je zanimiva Odisej, ki se vrača domov, potuje po celem Mediteranu, ampak hkrati se poskuša sprijazniti z nekim novim postherojskim svetom. Ne. Tukaj se mi zdi, da so ene velike paralele tudi z tem, da moramo mi najti neko novo zgodbo v tem svetu, ki se je pač začel spreminjati. Ja. No, nove tančice teh tem nam bo pomagal odstreti naš zadnji gost. Prosim, da se nam pridruži Muanis Sinanović, pesnik, prozaist, esejist in literarni kritik. Je avtor romana in 4 pesniških zbirk, tudi nagrajen in ima tudi prevod. Trenutno pa ureja Verzopolis, literarno platformo za poezijo. Dobrodošli tudi vi. Epidemijo novega koronavirusa razumete kot drugi veliki dogodek v 21. stoletju. Kot prvega detektirate 11. september, ampak pravite, da ima pandemija veliko večje geopolitične posledice in posledice za razvoj družbe nadzora kot napad na dvojčka. Ne vem, če pravzaprav veliko večje, mogoče sem se nerodno izrazil na kakšnem mestu, ampak v vsakem primeru gre za na nek način sorodni situaciji v tem, kot je že gospa nakazala, da smo na osnovi nekega ameriškega mogoče načina odzivanja zadeve razumeli v vojaški terminologiji. Sicer pa to ni, seveda, ta ameriški način razmišljanja ni ni prišel od nikoder in ni izrazito nič zelo sodobnega, ampak zaznamuje pravzaprav celotno moderno. Ne? In liberalizem sam je tudi, ima svojo senčno plat, ki je zaznamovana strahom pred izgubo svoboščin, pred nekom zunanjim, ki bo porušil ta krhek družbeni red in tako naprej. Skratka, zadevo smo dojeli tako nekako dost binarno in se hitro zatekli, ne vem, po demokratični volji ali pa ne, v to, da smo družbo prepredli z neko tehnologijo nadzora in omejevanja, kot se je zgodilo tudi po 11. septembru, ki je v bistvu tudi zarisal oziroma zakoličil neke nove, recimo, polarizacije na globalni ravni, ki niso v bistvu več bile hladna vojna, ampak so bile kar vroča vojna. In očitno ima COVID tudi neke daljnosežne posledice že s tem,
da se v bistvu ta želja po neki varnosti s pomočjo tehnologij zariše v naše misli, v našo psihologijo, v vsakdanje diskurze in tako naprej. Istočasno ima pa ogromne posledice za ekonomijo, ne? Recimo delo na zahtevo oziroma storitve na zahtevo, dostava in te stvari se zelo razraščajo v istem trenutku, ko se pač globalne verige krhajo oziroma so se ustavljale zaradi birokratskih ovir pri transportu zadev med državami in tako naprej. Skratka, v tem smislu seveda informacijska tehnologija je takrat zelo napredovala, vsi imamo te tako imenovane pametne naprave, ki nam marsikaj omogočajo, istočasno nas pa seveda zasužnjujejo na nek način, kar pomeni, mislim, COVID se je seveda zelo zarezal tudi v te naše pametne naprave, prekršuje določene tabuje, recimo že ta PCT, zdaj ne polemiziram proti temu, da je bil mogoče potreben, nočem se glede tega opredeljevati, ampak je prekršil nek tabu s tem, da smo imeli v bistvu pri sebi neke svoje zdravstvene podatke, ki so bile pravzaprav komorkoli dostopni vsak čas. Skratka, gre za neke vse sigurno velike premike v naših življenjih. Pa tudi nekako kot družba smo postali obsedeni s sterilnostjo oziroma nas je prevel nek strah pred kužnim, če smo spet pri strahu. Kako se je spremenila dejansko podoba množične kulture v post-covidnem obdobju? Recimo zdaj. Zdaj se bi spet mogoče navezal na to neko moderno filozofijo liberalizma, ki je po svojih izvorih angleška in francoska. Liberalizem ima že od samih začetkov senčno plat, recimo ko Stuart Mill ali pa kdo drug govori o tem, kako bomo uvedli neko enakopravnost, postopoma tudi med spoli, med razredi in tako naprej. Sproti govori o tem, kako je treba na tujem biti tiran, ne, recimo, kako je v kolonijah treba še vedno biti tiran, zato ker ti ljudje domnevno niso pravzaprav zmožni demokracije ali česarkoli, ne. Skratka, ta senčna plat, našo željo po osebnih svoboščinah, ki se v bistvu mogoče zvesti na neki točki na željo po hedonizmu pravzaprav, jo vedno spremlja, ne, ker v družbi, kjer pravzaprav probamo doseči nek konsenz, da lahko vsak živi, kakor hoče, pa ne škodi drugemu, kjer ni neke trdne strukture mogoče, seveda se poraja neka paranoja, ne, kot sem omenil, da bo prišel nekdo in nam bo vse to vzel. In enako je pač z virusi, spet kot je gospa profesor omenila, dojemamo virus na nek način podobno kot sovražnika in virus konstruiramo tako, kot pač konstruiramo tudi ljudi, druge, ne? Na nek način, kot so mogoče nacisti Jude konstruirali in primerov je še veliko, kot nekaj, kar se zareže v naše telo, nekaj, kar v bistvu ni mogoče zares nadzorovati, kar se lahko vedno priplazi od zadaj in nas pač uniči. Skratka, tle se mi zdi, da ste se med to epidemijo pač tepli dve stvari vaš čas, oziroma predvsem ne vaš čas, nekje se je zgodil prelom na eni točki. No. Na začetku je bil ta seveda sterilni strah pred okužbo, pred nenadno smrtjo, pred ne vem, razpadom vsega, ki smo ga zelo prijeli, se spomnim na začetku, se tudi ne vem, nisi upal teči mogoče, ker si se bal, da boš na koga prenesel ali pa boš na koga srečal, ki bo nate prenesel na svežem zraku virus. No, potem, ko se je izkazalo, da zadeva ni zdaj črna kuga, no, so pa se v ljudeh prebudila ta strast, odvisnost pravzaprav od nekega hedonizma in so prevzeli nasprotno skrajnost in so vedno bolj v bistvu ignorirali skupnost kot tako, ne, varnost skupnosti starejših ljudi, ki imajo druga obolenja in tako naprej. Skratka, zdi se mi, da smo prišli iz ene skrajnosti v drugo, iz skrajne obsedenosti s sterilnostjo do nekega skrajnega ignoriranja nevarnosti, ne. Morda vprašanje za vse, ampak skratka, popolnoma so se spremenile podobe polnih prireditvenih dvoran, gledališč, kinokompleksov. Kako to vidite? Izvolite najprej vi.
Ja, glih zadnjič sem s prijateljem šel v Kinodvor, kjer na platnu vrtijo fotografije z dogodkov in so tam bili neki ljudje v maskah in so bili sedeži z belimi križi nekako oblepljeni, prelepljeni. In je bil tak moment potujitve, da to 3 leta nazaj bi izgledalo ali kot neka norost ali pa mogoče kot nek avantgardni performance. In tako naprej. Skratka, kaj ne rečem, doživljanje tega se je zelo spremenilo. Ampak smo nekako to že sprejeli do te mere, da preprosto ne pričakujemo nabito polnih in stadionov in kinodvoran. Gospa Dietrich. Ja, ne vem, verjetno res ne. Nisem sigurna, lahko se to spet spremeni. To res ne moramo vnaprej povedati. Se mi zdi, da je to neke vrste sekundarni problem z mojega stališča, saj ne, da če imamo vmes en sedež ali ne, meni je celo udobno, da lahko plašč dam zraven na sedež, ampak se mi zdi bolj, če smem spremeniti smer tega razgovora, bolj zaskrbljujoče, da smo se tako fiksirali v te male probleme, relativno male probleme, kot je recimo, kje sedimo v kinodvorani, in se bi rada to priložnost spet vrnila na okolje. Ker jaz mislim, da mi v tem 21. stoletju se verjetno treba vprašati, kakšno znanje rabimo, kakšno vprašanje si naj postavljamo in kaj je tisto, kar moramo vedeti in z kakšnega zornega kota. In tukaj se mi zdi, da je velik problem. Recimo, vse to, kar smo zdaj opisali, bazira na strahu, vendarle javni diskurs ne govori o strahu, zares, ampak se odziva na strah. In recimo tudi, kako dojemamo okolje, ne, to je primer virusa, ne, tudi, ampak cel planet, kot vemo, je zdaj v stanju, da moramo resnično se zavedati, da ni ta naš lokalni dom ali neka dežela, ali je to Avstralija ali Slovenija, ampak smo narejeni iz planeta. Naš dom edin je, jaz, ki sem živela v toliko kontinentih moje življenje, mi smo planet tudi. In smo narejeni mogoče iz vesoljnega prahu, vsi skupaj, in virusi, in oceani, in vse. In jaz bi raje iz tega širšega, če je možno, a je možno človeku, ki se je rodil s strahom, a je možno kultivirati drugačno razmišljanje in malce razširiti zavest. Ne, kadar nas je strah, se zavest skrči v eno točko in se ukvarjamo, ne vem, z eno malenkostjo, kako sem si razkužila roke, ne vem, s čem ali kakšno razkužila bom kupila, ampak da se malce razširi, da se zavedamo, da ko mi sebe lahko obsesivno varujemo, smo ob tem covidu mi strašno polucijo naredili. Recimo, te testi so plastika. Zakaj ne naredimo teste, ki so, kako se reče, ki se lahko razgradijo biološko? Hvala. Recimo, zakaj maske 450 let rabijo, da se razpadajo? Se lahko zaščitimo, seveda, samo mogoče pri tehnologiji, ki znamo na Mars, mogoče bi znali masko narediti, ki bo okolju varna. In to so malenkosti, ampak hočem reči, da lahko mi vzamemo pogled jaz in moje preživetje in pozabimo, da je moje preživetje odvisno od vseh živih bitij na tem planetu. Ampak če smem... Ja. A ni bil ravno problem tega virusa ta, da je v končni instanci vsaka mini skupnost, bodi si družina, bodi si nek razred, to občutila kot problem jaza? Seveda. No in to je tudi naslednje vprašanje. Zdaj bi rekla v zadnjih 200 letih, pa zdaj sploh od zadnjih mogoče 40 let se ta individualizem, sploh pa s to elektroniko, ne, pa Facebooki, pa Instagrami, je nek, kako bi rekla, tako rekoč triumf narcisizma nastaja v družbi. Individualnost postaja vedno bolj važna in kaj je zame dobro in kaj. In to je gotovo spet, če se vrnemo, obstajale so kulture v preteklosti, ki so videle, ki niso imele koncepta individualizma.
In mogoče bi nam lahko služile, tako kot jaz to, ki študiram te stare indijske sisteme, diskurse filozofske, mogoče nam bi to nudili, ne da jih prevzamem, ampak kot ena inspiracija v nek razmislek. A lahko mi začnemo, ker je mogoče drugače videti svet kot celoto, ker ocean je ocean, ribe nimajo nacionalnosti, ne, se lahko premikajo in na ta način začeti razmišljati, ker tukaj se mi zdi, da je to vprašanje za nove generacije, ker se bodo soočale z velikimi izzivi in zato, ker ne samo segrevanje, recimo sam da dam en primer, od sesalcev v divinih živi samo še 3%, to je kar ali pa ptičev divjih je samo še 30, ostalo so perutnina. Skratka, mi uničujemo zelo masovno to in to je tisto, ki nas bi lahko združilo, ker mi imamo samo en dom, tako jaz to vidim. In to ni moje videnje, to so že zdavnaj recimo govorili o tem v staroindijskih diskursih in tudi drugih kulturah. In mogoče v tem smislu bi nam lahko te stare kulture prinesle neko inspiracijo, nek nov razmislek in razširile zavest, da se ne bi samo ukvarjali z nekimi takimi trivialnimi detajli. Tako da jaz to vidim. No. Čeprav zahodne kulture malo drugače rokujejo za strahom in za temi topikami, ki ste jih vi pravkar omenili kot vzhodne, vzhodnjaške. Koliko je pa zanimanja med študenti? Veliko ste predavali, ste se ukvarjali s temi kulturami, koliko je recimo študentske publike, populacije, slušateljev? Ja, zelo, jaz sem v glavnem predavala v Avstraliji na 3 univerzah, tam sem še povezana. Je veliko, ne. Mi smo imeli, recimo, budizem je sploh en predmet, ki je vedno privlačil ogromno študentov. Ko sem bila na univerzi Queensland University, smo imeli tako po 150 študentov, se je izbral budizem, kar je kar tako za te, kako se reče, humanistične predmete veliko, ne. Tako da zanimanje je gotovo ogromno. Tako da in se mi zdi, da narašča. Zdaj jaz govorim o Avstraliji, ki je zelo multikulturna in imamo ogromno, veliko teh Avstralcev, ki so že dalj časa tam, mogoče še celo več, in pa po drugi strani imigracija iz Azije, ki se tudi izredno nekje zanima, velikih je tudi iz nekaj, ne morem reči budističnih dežel, ampak ljudje, ki poznajo tudi budizem. Ne. Vas lahko mogoče jaz še nekaj vprašam. Ja. In sicer, meni se zdi zanimivo, ko ste rekli, težko sicer res rečem, kako je res epidemija vplivala na okolje, pa ne, ampak se mi zdi, res smo vsaj tako osebno, se mi zdi, da na nek način pa je ponudila neko priložnost za premislek tudi glede okolja. Ja. Ne. Torej, je bilo vsaj na neki točki, ko se je pojavila potreba po lokalni pridelavi, recimo po temu, da pač ne moramo potovati, da moramo zmanjšati svojo porabo in tako naprej. Ker na nek način se mi zdi, da je pa mogoče nas prvič postavila v neko situacijo, kjer smo se lahko vprašali in videli, da se da pa tudi na drugačen način živeti in mogoče vse je dal to v neko pravo. Ja, jaz mislim, da ja, ne, sigurno, brez dvoma, tako se je zgodilo tudi. Seveda je bilo to zato, nekateri so se vprašali, ne vem koliko, veliko je bilo jeze, veliko je bilo frustracije, veliko je bilo adikcije, ne, se je zgodilo alkoholizem, nasilje doma, se je bilo tudi veliko negativnih, ampak vendarle so bili tudi pozitivni vidiki, vendarle bi bilo fajn, da se to nudi kot neko osnovo, da to naprej razvijamo in se sprašujemo. Ne pa, da si vsi govorimo na pazi tega globalnega kapitalizma, hočemo ponovno vzpostaviti gospodarsko rast. Ne, ker to je tisto, ki najprej bilo zaprtje, potem se ekonomija zamaje, potem se vse odpre, javno življenje. Skratka, da bi ta, kot ste tako lepo omenili, ta možnost, da bi spet stopila v javni diskurs. Zdaj smo imeli to izkušnjo, da smo zaprti, mi smo bili tako zaprti, da 5 kilometrov smo lahko šli od hiše, da lahko tako živimo, kaj lahko naredimo in kaj zdaj, ko bo konec te pandemije, kako to lahko nadgradimo in razvijamo. V tem smislu se mi zdi dobra inspiracija. Hvala. Ta problem samooskrbe, ki ste jo omenili, je lahko tudi problem jaza, recimo pogledano z zahodnjaškimi očmi. Izvolite, to sem mogoče hotel komentirati, da
Se strinjam s tem, kar pravite oba, ampak mogoče ta distinkcija vzhod-zahod vseeno preveč splošna, na vse zadnje tudi tradicionalna evropska, recimo krščanska kultura pozna to neko kozmologijo, kjer so vse stvari povezane, ker smo vsi člen neke verige, smo del vesolja, kozmosa. No? Zdaj, vesolje je mogoče bolj scientistični izraz, kozmos pa seveda metafizičen. In mislim, da imajo vse globalne, tradicionalne kulture kljub določenim evidentnim razlikam tudi neke skupne točke v tem smislu. In pri nas, ajde recimo, ja, smo pa mogoče ta srednji vek, ki je poznal te kozmologije, ki je poznal določene modrosti in tako naprej, v želji po napredku smo zelo stigmatizirali, tako smo ga kar odpravili kot mračno dobo, ne? Enoznačno odpravili. Seveda so takrat bile stvari slabe, ampak tudi danes so na drug način, danes so v bistvu katastrofalne, tudi takrat so se pojavljale katastrofe. So bile pa takrat verjetno nekatera vedenja, nekatere vednosti, ki bi bila mogoče koristna tudi danes, kot bi bila današnja vednost koristna takrat in naprej in tako naprej. Pa še eno stvar, okoli katere se vrtimo, treba je tle izpostaviti tudi seveda ja, kapitalizem in razredne razlike. Ne? Ko govorimo o ljudeh, ki potujejo, ki se zabavajo v New Yorku, v Londonu in tako naprej, to res drži, ampak to prakticira seveda manjši sloj ljudi. Ne? Zdaj, nekdo, s katerim igraš basket v Celju, ne bo šel nikoli se zabavati v nek klub v London in tako naprej. In tudi, ko govorimo o samoskrbi, se moramo zavedati, da ja, kapitalizem je ekonomski red, ki zahteva konkurenco. Ne? Meni se zdi recimo grozljivo, kaj delamo z živalmi v kapitalizmu, ampak če kmet recimo ali pa današnji živilski industrialec ne bo dal dovolj mleka, če ne bo krave z nekim trpinčenjem prisilil tega, bo enostavno propadel in ljudje bodo izgubili službe. Tako da smo se zapletli v neko, kot ljudje, kot globalna civilizacija smo se zapletli v nek skoraj da gordijski vozel, ja, ki ga je težko razumeti in razvozlati. Še eno topiko velja odpreti in jo pogledati z vseh teh strani, ki smo jih pravkar nakazali, namreč etiko medčloveških odnosov v času epidemije in po njej, kar absolutno zahteva razmislek tudi o medgeneracijski solidarnosti. Morda na začetku. Ja. Ja, da pomislim zdaj, ena stvar je, če se mogoče ne grem takoj na medgeneracijsko solidarnost, ampak ste omenjali torej medkulturno ali pa medčloveške odnose na različnih. Torej, ena izmed zadev je mogoče to vprašanje teh medkulturnih odnosov, ker se mi zdi, da se je malo spremenil to v času epidemije, predvsem zato, ker je ratal, se mi zdi, lokalni prostor, ali pa saj za neko trenutek obdobje je ratal lokalni prostor bolj pomemben. Ampak se mi zdi, saj tisto, kar sem prej govoril, ne s tem, da se nekako vračale te stare zgodbe nazaj in to. Ampak se mi zdi, da vsem tukaj ni potrebe potem, da tudi če poiščemo neke nove zgodbe, ki so mogoče osnovane na lokalnem prostoru, na lokalnih zgodbah, na lokalnih tradicijah in tako naprej, da bi to nujno, recimo, nek medkulturni dialog pa izpodbijali ali pa nasprotovali. Se mi zdi nasprotno, da gre v bistvu to tudi lahko z roko v roki. Gre to z roko v roki? Ja, se strinjam, mislim, medkulturnega dialoga ne more biti, če nimamo identitete, če nimamo dveh strani, ki bi sploh razpravljali iz nekega jasnega izhodišča. In zelo nasprotujem nekim posploševanjem, da je v bistvu vsaka identitarnost nujno fašistična, recimo, kot se danes govori in tako naprej.
In ravno v bistvu se mi zdi ta način razmišljanja, kjer se vse nekako označuje z nestrpnostjo in fašizmom, pravzaprav sam neprestano proizvaja nove identitete, ne, in neka razlikovanja in tako naprej, ko vidimo pri ameriških identitetnih politikah in tako naprej. No, tudi to medgeneracijsko vprašanje je zelo zanimivo. Ker se mi zdi, ne vem, kako je bilo včasih, vem, recimo, poznam iz starih tekstov, recimo, tudi verjetno Platon ali Aristotel pisal o tem, kako so mladi slabša generacija in kako so bolj razuzdani in tako naprej. Tudi v 18. stoletju sem zasledil tak zapis. No, vseeno se mi pa zdi, da se razlike se izjemno pospešujejo, zakaj sem to rekel, generacijska stvar. Pospešujejo se v smislu, da recimo, če je nastala neka mentalitetna razlika med mano pa generacijo mojih staršev v razmiku, ne vem, 20 let, danes to nastane, ne vem, v razmiku 10 let, ne. In to zadevno pogosto omenjate zoomersko generacijo. To je pa prav generacija epidemijskih časov. Ja, izrazito mislim, da so tudi oni največ, seveda so te kategorije posplošujoče, no, ampak vseeno mislim, da so do neke mere koristne, da so oni tudi največ utrpeli, ker oni so se po svoje znašli v svetu, kjer so vrednote pravzaprav čisto dekonstruirane, istočasno pa vidijo, da se stvari razkrajajo in so na nek način izrazito empatični, bi rekel, v povprečju. In se mi zdi, da jih to nesorazmerje med trpljenjem v svetu in nezmožnostjo se opreti na stvari izrazito prizadeva in da se znotraj, kar bomo videli po mojem v prihodnjih letih žal, da se oblikuje neka res velika epidemija, no, duševnih stisk in bolezni in tako naprej, ki je na nje, sploh seveda na Zahodu, še bolj izrazito vplivala. Tle imamo ljudi, pa zdaj ne pravim, da je to samo po sebi ultimativna neka ovira v življenju, da se ne vidiš s kolegi, da ne greš v šolo, ampak v tem danem kontekstu, kjer živimo, kjer je odtujenosti in osamljenosti že tako veliko, se mi zdi to za marsikoga, da še zdaj recimo ni zares spoznal svojih sošolcev, pa je mogoče v drugem letniku srednje šole in tako naprej. Socializacijska ovira je velika. Katastrofa, ja. In da je to pravzaprav na njihovo duševnost vplivalo še bolj mogoče kot na druge generacije. Kako sta vidva to pri študentih opazila, no, ta lockdown, se pravi zaprtje družbe in hkrati na nek način po nekih kanalih še zmeri ohranjanje univerzitetnega sistema? Ja, jaz mislim, da mogoče moji študenti so bili specifični, kar ne morem posploševati. Sem dobila odziv, saj polovico od njih, to so študenti, ki so študirali budizem, budistično filozofijo, meditacijo, in odziv je bil tak, da govorimo o starostni skupini, ki so več kot 20, ne govorimo o srednješolcih, to je čisto nekaj drugega, verjetno. Je bil zelo pozitiven, presenetljivo, ker so ugotovili, da imajo čas, da meditirajo, da študirajo, hodijo na sprehode. Tam sem jaz, ki sem živela, to je v morju. Skratka, nekje je bil to priložnost za razmislek tudi. In jaz ne bi videla to samo z negativne strani, ampak lahko tišina in izolacija, če bi jo tudi malo bolj javno predstavili kot odlično priložnost za poglobljen razmislek o sebi, o svetu, kaj hočemo od življenja, kaj ima smisel, kaj nima in vsa ta primarna vprašanja, ki si jih moramo zastaviti, je to bil zelo pozitiven odziv, moram reči, ker ni bilo tega vznemirjenja in obenem so bile tudi stiske, recimo posamezniki, ker so pač niso mogli iti ven in se zabavati ali karkoli, ampak če je kolikor toliko stabilen človek, lahko to stisko vidi in počasi razumeva, odkot prihaja in lahko se kreativno odzivamo. Jaz mislim, da je problem, da družbeni spet mediji pa diskurs ni podal to, da je to čudovito priložnost, da se mi postanemo kreativni, da lahko pišemo poezijo, kar se je tudi dogajalo, no, še celo sama sem pisala si zgodbe, ker to me inspiratira, ali pa hodila na sprehode.
toliko ljudi, kot sem videla v oceanu, ki so hodili, še nikoli nisem videla. In gledali naravo, valove, mislim, lahko to prenaša čist drug ritem. Tako da jaz mislim, da samota, ne, in tišina je lahko tisti prostor, ampak če bi to mladim ljudem bi morali to predstaviti, da je to en krasen obdobje lahko v življenju. Da ni treba stalnega potrošniškega vznemirjanja, ki ga naša globalizacija. Tako da jaz vidim tudi pozitivno stran. Ja, jaz se moram z obema strinjati, v bistvu, in s Tavom Moanis, ki si rekel, to je res zaskrbljujoče, v bistvu, kaj je za to Zoom generacijo in kako so oni v bistvu prišli recimo na fakulteto, s kakšnimi težavami so se soočali in tako naprej. In hkrati pa se mi zdi, se tudi strinjam, ne, je pa to glih neka nuja, no? Neka nuja za to, da premislimo, ker se mi ne zdi, da je to nekaj, kar se je zgodilo samo zaradi epidemije, pa iz dneva na noč, ne, iz danes na jutri, ne? Ampak se je nekaj, kar se je dogajalo že prej in se je v bistvu to samo še potenciralo potem v času epidemije. In da je to tudi nek, recimo, klic v sili, ne? Ali pa neka priložnost, da dejansko vidimo nujnost in premisleka tega, kako pa je v bistvu, kakšno alternativo pa lahko v tem postavimo. Ne? In dejansko se mi zdi, da vsaj v nekem tem negativnem smislu je potem epidemija dala tudi neko priložnost za premislek nekih novih alternativ, novih rešitev. Ne? Ja, jaz se strinjam z obema. Tako kot ste izpostavili, to je treba, mladim bilo treba predstaviti. Problem je, da je mainstream kultura izrazito cinična do, ne vem, besed že, kot je duša, duh, srce, samost in tako naprej. Teh stvari mainstream kultura ne jemlje več resno. Zato pravi mladi se pravzaprav nimajo česa v tem smislu oprijeti in se mi zdi, da je res potrebna ena, pravzaprav na individualni ravni nam to seveda lahko uspeva. Tudi jaz sem izkoristil to samost za premislek, za poglabljanje vase in za dolge sprehode in tako naprej. In dejansko je eno bolj plodnih obdobij v mojem življenju. Ampak vprašanje je res, kako spremeniti kulturo, kako vnesti te ideje v kulturo. Opažam pa mogoče, ker se tudi med drugim s filmsko kritiko ukvarjam, da zdaj v zadnjem obdobju, v zadnjih mesecih dejansko prihajajo filmi z manj nihilističnimi, recimo, sporočili. Zadnji Batman je tak primer, kjer vendarle se pojavljajo neki žarki upanja, da v bistvu biti totalen nihilist in depresivec ni norma, že, kar je bila pravzaprav v teh subkulturah. Ni več subverzivno, ja, to je. Exactly. Ja, mislim, to mislim, ja. Kar je mogoče res dober znak, ja. Morda dotaknimo se, vi ste govorili o mladi generaciji, ki se šolajo, ki vstopajo v profesionalno sfero in o delovno aktivni populaciji. Verjetno pa je veliko manj plusov ob epidemiji doživela starejša generacija, se pravi generacija ljudi, ki so morda v domu ostarelih ali pa preprosto v penziji. Kako pa to gledate nekako na te starejše ljudi, ki so morda preprosto pogrešali neko druženje, sedenje ob kavi, pogovor? Lahko pa morda, če tudi z vzhodnjaškega vidika nam predstavite, kaj bi bilo dobro narediti to zadevno. V Avstraliji se je to zelo pokazalo, kako porazna je situacija v domovih za starejše državljane, ker je prišlo na dan, kako slaba je oskrba, kar večina smrti je bilo v domovih. Ne, in se je tudi pokazal velik kontrast, ker Avstralija ni homogena družba. Imamo ta anglosaksonski del, kjer je izrazito individualen in družine niso skupnosti zares. Otroci zapustijo dom kot pravilo pri 17-18 letih in sami živijo. Ne? In starši niso toliko udeleženi in ko pride do starosti, seveda jih je veliko konča v domovih za starejše občane. In zdaj tukaj je prišlo na dan ta velik problem.
In se je bilo zelo slabo in je nastalo veliko razgovora, kako to spremeniti in se že nove kreativne ideje z tega rojevajo, da bi te domove dali v skupnosti, kjer živijo ljudi vseh starosti, da ne bi ločili grupe in tako. Doskrat celo vrtce dajo skupaj z domom, so začeli nove kreativne rešitve iskati in ker stari ljudje in majhni otroci si imajo lahko zelo veliko en drugmu dajo, seveda to vemo. Medtem ko azijske skupnosti, ki jih je tudi ogromno v Avstraliji, ker vsako leto jih ne vem koliko, 500 milijona iz Kitajske pride in tako naprej, imajo pa izredno družinsko etiko in skrbijo drug za drugega, tako da to je bilo spoštovanje do staršev, do starejših je zelo veliko med azijskimi kulturami, tako da tam ta izziv se ni tako opazil. Tako da je bilo v isti državi, je več različnih odzivov in pa pri domorodcih recimo, tam pa živijo itak v razširjenih družinah. To je skupnost, oni nikoli individualno ne živijo, je recimo po 20 ljudi in tam je bila vedno medsebojna pomoč. Moram pa reči, da seveda ekonomsko je to zelo ubogi razred, v bistvu se še vedno zelo grdo z njimi ravna v vseh ozirih. So najbolj revni del prebivalstva z najslabšim zdravjem in tako dalje. Tudi to se je zdaj eksponiralo. Na nek način je prišlo vse na dan, kaj je dobrega, kar je slabega, tako kot te stari indijski miti, ko so ocean vrteli pa bogovi in so prišle na površje čudovite stvari, nektar nesmrtnosti, modrost pa tudi strupi. Se mi zdi, da smo zdaj obrnili svet in ga zavrteli in vse prihaja na dan in mogoče je to tudi priložnost spet o razmisleku, recimo kako družinska skupnost je delovala pri teh azijskih družinah. Skratka, vse te aspekte lahko razmislimo, kaj ta starostno obdobje, kako do njega pristopiti in tako naprej. Jaz mislim, da je odprlo tudi en velik dialog in večjo zavest. Prej smo nekako v pozabi vsega drveli z enim takim občutkom, da ni časa in konzumirali življenje v vseh ozirih, ne mislim samo na kupovanje, ampak idej in vsega in zabav in tako da se je mogoče tudi to eno pozitivno noto tako vidim jaz. Ja, mislim, ta odnos do starejših, ki ga imamo pri nas, je zelo strašljiv, po mojem. No, mislim, te ljudi infantiliziramo, pravzaprav ljudi, ki so skrbeli za nas, ki so nas rodili, ki so omogočili sploh, da smo seveda preživeli v tem svetu. In pol v trenutku, ko nehajo biti produktivni, pač gredo ali postanejo osamljeni, ali gredo pa pač v domove za starejše. In tudi to, da jim med covidom nismo dovolili neke svobodne volje, recimo tudi tistim ljudem, ki so želeli tvegati recimo okužbo, ki so umirali in so hoteli videti še zadnje svoje sorodnike, ampak smo bili tukaj pokroviteljski do njih, da jim tudi tega načina, kako se posloviti, nismo dovolili, je pa pač že po mojem zločinsko. No. Skratka, vsekakor bi bilo treba ta odnos premisliti, ker mislim, da v bistvu uvajamo, v naši družbi obstaja apartheid do starih ljudi, no, enostavno rečeno. Drzna teza. Še o enem tveganju bi želela spregovoriti, namreč o primeru tenisača Novaka Djokoviča, ki je prišel v Avstralijo skratka na tekmovanje in mu niso dovolili tekmovati. Ali je bila to preprosto zdravstveni problem ali politični? Kako to vidite? Ja, jaz vedno vidim večznačno vsako situacijo in tudi ta je večznačna. Veliko faktorjev je zraven. Zagotovo je tudi ta politika, cepljenje je izredno bila tako enoznačna v Avstraliji, zelo strogo, ampak tukaj, ker gre za znano osebnost, gre za velike politične igre tudi. Namreč vlada, centralna federacijska vlada je stranka, ki se reče Liberal, to je bolj desna, medtem ko Victoria, kjer je Melbourne in kjer so bili ta teniški turnir, ima pa
oblast, ta država Viktorija ima pa Labour, to je pa majčka bolj sredinska, v bistvu niso zelo različne, ampak malo bolj. In je stalna tenzija med temi dvemi. In zdaj med covidom in prej požari je centralna vlada, Scott Morrison pa vsi te so zelo slabo se odzivali in je bilo veliko jeze med prebivalstvom, kako so se odzivali. Ne. Zelo, zelo nerodno se skrblo. In nekje, ker so v Melbourneu dovolili Djokoviču, je morala centralna vlada prepovedati, da se pokaže, da je moč federalne vlade in te stranke močnejša, ker zdaj bodo volitve in morajo pokazati, da imajo močno roko in da se držijo pravil. Tako da je bila politična igra tudi zadaj, zagotovo. Ne, ker je dostikrat se prišel kdo v Avstralijo, če so milijarderji, seveda se vrata odpirajo, ne glede se ne to ne. Ampak to vseh tudi v Novi Zelandiji. Ne, če je prišel Bezos si kupiti zemljo, takrat ni bilo več problemov, a je cepljen ali ne. Denar pač odpira velik vrat. Ampak pri Djokoviču je bilo gotovo, poleg vseh ostalih faktorjev, ki so skupaj prišli, da je bil gotovo političen faktor, ki je bil igra politična med temi strankami, ne, ker zdaj bodo čez par mesecev, meni se zdi, volitve. Gledalce vabim k zastavljanju vprašanj. Izvolite, če ima kdorkoli mnenje, vprašanje, sugestijo. Gospa, izvolite. Hvala lepa. Metka Zupančič. Ves čas sem upala pri tem, da smo govorili o samozadostnosti in tako naprej, da bi se iz pandemije rodila nova paradigma družbene ureditve v svetu. In se ni. In sem ves čas čakala, da bo morda ta nova tendenca, ki jo čutimo tudi za biološko razgradljivo industrijo, ki se pojavlja, novo kmetijstvo, ki je zelo močno. Vse to je ostalo, bi rekla, skrito, nažalost. Ja. Namesto, da bi to prevladalo. In kaj je tisto, kar, a je sveda, kot praviš Tamara, denar tisti, ki preprečuje, da bi se te tendence razvile, ali je to, kar smo zdaj videli z vdorom v Ukrajino, vendarle rezultat, bi rekla, megalomanske politike v celem svetu. Hvala lepa za zelo zanimivo, stimulativno vprašanje. Ali je ena pandemija dovolj za obrat optike? Ja, obrat optike so nastavki, so zdaj nedvomno, ne, lepo, hvala za to vprašanje. In jaz sem tudi tako razmišljala. Zdaj so vsi nastavki tukaj. Zdaj tukaj imamo več stvari. Mislim, da je zelo, kar je grozno, je, da imamo mi enoznačne medije. In mi teh informacij o tem neverjetnih skupinah, ki že samozadostno delujejo, recimo v Avstraliji tega veliko, teh skupnosti, v teh mediji ne poročajo. Mediji so zdaj izključno v rokah, recimo v Avstraliji, Murdoch pa njegova kompanija, in imajo absolutno enoznačno poročanje in to poročanje stalno vzbuja strah. In ali je strah pred virusom, strah pred vojno, strah pred brezposelnostjo, ekonomskim, pa karkoli, ne. In da se vrnem na to budistično psihologijo, v strahu nismo kreativni. In zato, ker ko smo kreativni, moramo imeti mir. In zato v pandemiji smo dobili to kreativnost. Ampak ker smo vsi nalimani na medije, žal, ker imamo novice kjerkoli, v telefonu, kjerkoli in mi to beremo in čeprav tudi generacije niso vzgojene kritične analize medij. Jaz, ko sem študenti delala, lahko še kritično tekst berejo, ko pa pride do medij, to propade. Jaz sem jim filme kazala in probala, da bi kritičen esej napisali, ker nismo v to vzgojeni. Ne? In zato, mislim, mediji nekaj rečejo, torej avtomatsko je res, ne? In pol strah vzbujajo. In se mi zdi, da ta paradigma strahu, ki je pa potrebna za ta globalni ekonomski sistem, da se nadaljuje. To pa vemo, ne? Ker mi moramo imeti strah, da bomo brezposelni in smo pol hvaležni, da nas izkorišča jo na delovnem mestu in tako dalje. In jaz mislim, da je to
problem medij, da te informacije so, sam nimajo glasu. Glas ima pa moč in kontrola in to so pa korporacije v bistvu, ne, tudi ne politika to v bistvu politiko narekuje korporacije. Tako da to jaz mislim, da je glavni problem in da mogoče ta kritična masa ljudi, ki bi prišli, pa vseeno potrebuje neke nastavke, neko vzgojo, neko artikulacijo, nove generacije lahko čutijo in so odprti za nove ideje, sam jih morajo slišati. Ne? Ko pa pogledajo svoj telefon, jih pa ne vidijo. Tako da nekje več teh informacij bi potrebovali na širšem nivoju, ne? Kar pa ni v interesu korporacij, seveda. Ne? Se pravite, da do tega obrata je prišlo, ampak pri zelo ozki skupini. Ja, in ne more se artikulirati kot glavni mainstream, kot glavni diskurs, ki bi noter stopilo. Ne? Da bi rekli, poslušajte, se to ne rabimo, kar proizvajamo. Ne? In tako dalje. Ne? Da bi se vprašala, lahko drugače razmišljamo. In to bi morala, to je pa vloga vzgoje. Že v šolah bi se moralo na vsako vprašanje dati vsaj 10 različnih point of view, kako bi rekla, perspektiv, hvala. Različnih perspektiv, tako da se odpre zavest, ne da je ena resnica, ne? Ker ko pa verjamemo, da je ena resnica, kar nam je že učitelji so povedali, potem je tudi ena resnica v novicah, ne? Ja. In potem je povsod ena resnica, ne? Prav, določen segment filozofije stavi na eno resnico. Kako vidva to gledate? To je stvar tudi neke kulture in pač percepcije izobrazbene to zadevno. Ne? Vi ste pogledali svoj vzhodnjaški diskurs, ki ga prakticirate, seveda. So vse enako veljajo in ne veljajo. Izvolite. Jaz sem hotel samo to, kar ste v bistvu že sami implicirali, da je to povratna zanka. Ne? Mediji nam servirajo strah, mi ga pa kupimo, kar pomeni, da si tudi na koncu želimo strah, s katerim nam bojo mediji potem nazaj postregli. In kar res pomeni, da rabimo nekaj, kar si levica vsaj trenutno, spet, če rečemo na Zahodu, ne, pavšalno, ne želi priznati, da je potrebna tudi neka duhovni obrat. No? Da k temu boju za pravičnejši družbeni in na materialni ravni se mora pridružiti še nek klik na ravni zavesti, kar na vse zadnje določene skupine, recimo, ki jim pravimo domorodske in tako naprej, več kot dobro vedo, ki te stvari prakticirajo. Ne? No, resnica in, mislim, zdaj, resnica po mojem paradoksalno istočasno je ena in raznolika. Ne? Ena je na način, ki ga ne moremo zares zagrabiti s svojimi omejenimi zmožnostmi, lahko ga v redkih trenutkih mogoče občutimo v nekih univerzalnih, sublimnih občutjih, vsekakor pa te enosti ne moremo nekako prevesti v naše diskurze, bodi si filozofske, teoretske in tako naprej. Kar pomeni, da bi bila potrebna neka dialektika, ne, med enim in mnogoterim ves čas. Ne. Sam to. Blaž Zavel. Ja, ne, jaz sem hotel mogoče sam še odgovoriti na vprašanje. Meni se zdi, da smo si vsi verjetno malo želeli, da nas bo epidemija prerukala, pa v tem smislu, kot ste vi rekli, pa da se bomo dejansko streznali pa zavedali, kaj se dogaja v svetu. Recimo iz teh vprašanja, glede teh tem, ki smo se danes pogovarjali, ne, torej okolja, pa gospodarstva, kapitalizma, globalizacije in tako naprej. Ampak se mi zdi, da tudi če se ni to zgodilo, to ne pomeni, da pa pač ostajamo v istem svetu. Ne. Meni se zdi, da že prej smo nekako videli, da je pač ni vzdržen svet, v katerem živimo, in da so potrebne neke spremembe. In te spremembe so se že prej začele dogajati, med epidemijo smo videli neke nove izkušnje in se upam, da bojo, saj jaz probam optimistično gledati, pa še skozi naslednja leta, dokler upam, da nekoč bomo lahko rekli, da smo v redu odgovorili na vprašanje, kako skrbimo do okolja, kako skrbimo do živali, recimo, kakšen odnos imamo do živali, kako razumemo naš položaj v svetu, kako se ljudje med seboj razumemo. No. Upam.
nekoč. Morda bi lahko zaključili, da smo se prebudili v novo realnost, ki pa ni diametralno nasprotna prejšnji, je pa drugačna. Ja. Ampak to je skozi se dogaja, vse se spreminja itak, ne. Bi radi, da traja to, kar je bilo nekje, ne, zato smo tako šokirani, ne, tudi lahko. Ampak se pač vse spreminja in nove možnosti odpirajo in tako se je zgodila tudi renesansa po kugi, ne. No. Mogoče imamo zdaj novo renesanso, samo moramo se odpreti za to, ne. Ja, mogoče bodo spremembe se že odvijajo in bodo, ampak jih spektakel jim ne dovoli priti. Ja, jaz tako mislim, da je to. Ja, jaz mislim, in bodo te spremembe same spektakel razbile na neki točki. Ja. In bomo retroaktivno ugotovili, da smo se spremenili. Z mislimi o tej novi realnosti, ki ni čisto nova, pa vendar je, tokratno debato zaključujemo. Gostom hvala za zanimive, inspirativne misli, različne poglede. Gledalke in gledalci, obiskovalke in obiskovalci tukaj v Cankarjevem domu, hvala za pozornost in nasvidenje.